Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, dobrodošli nazaj v posebno volilno oddajo VV Faktor. Z nami je še vedno gospod Dimitrij Rupel, pridružil pa se nam je tudi naš stalni komentator, prav tako nekdanji minister gospod Matej Lahovnik. Matej, kako ocenjuješ te volilne napovedi agencije Epicenter? Pahorjeva zmaga v prvem krogu z 56%, na drugem mestu Marjan Šarec z 22% in potem znan vrstni red. Kakšna je tvoja generalna ocena recimo teh volilnih rezultatov? Pričakovan velik uspeh Boruta Pahorja, neuspeh Milana Kučana in njegovih pisem. Po drugi strani je pa verjetno Kučan in Trda levica dobila neko novo stranko, ki bo šla na parlamentarne volitve, to je gotovo Lista oziroma stranka Marjana Šarca, ker je ta rezultat resnično zelo dober, presenetljivo dober in zagotovo dobra osnova tudi za parlamentarne volitve. Tako da pričakujem, da bo to poskus lansiranja novega obraza junija naslednje leto. Se pravi, tvoja ocena je, da je teh 22% dovolj, da se lahko Šarec recimo resno poda na parlamentarne volitve prihodnje leto? Zagotovo. Vsak rezultat na 20% je zelo, zelo dobra osnova. Seveda se bojo na koncu odločili, ali bodo to šli ali ne, ampak mislim, da je to odlična osnova. Če pogledamo ostale kandidate, vidimo, da je njegova prednost zelo velika pred njimi. To je pravzaprav precej veliko presenečenje, pravzaprav njegov rezultat je presenečenje. Zmaga Pahorja ni, je bila pričakovana in jaz mislim, da so volivke in volivci precej tudi racionalno glasovali, zakaj bi se mučili dvakrat oziroma storili v drugo tisto, kar lahko storijo že v prvo, tako da je to tudi dodaten razlog, da je Pahor zmagal že v prvem krogu. Čeprav moramo priznati, da je bil dejansko gre za izjemno simpatičnega kandidata, tako so ga videli tudi volivke in volivci. Imel je daleč najbolj inovativno kampanjo med vsemi kandidati, spet je prehodil več kot 700 km, šel med ljudi in je deloval najbolj motivirano. Po drugi strani pa je treba tudi povedati, da rezultati kažejo, da je tudi Romana Tomc dosegla lep rezultat glede na to, na svoje izhodišče. Imela je pa seveda težavo, da je relativno pozno, šele septembra napovedala kandidaturo in zato je verjetno dobila precej manj glasov, kot pa bi jih, če bi začela s kampanjo verjetno že tam na začetku poletja. Kaj pa ti rezultati, si na hitro šel skozi, kaj pa ti rezultati Ljudmile Novak? To je blizu rezultatov, ki jih sicer dobiva Nova Slovenija na parlamentarnih volitvah. Kako bo zdaj recimo njena pozicija po teh predsedniških volitvah? Prav v primeru Nove Slovenije in Ljudmile Novak je to najboljši indikator tudi, kaj lahko pričakujejo na parlamentarnih volitvah naslednje leto, ker ona je vendarle predsednica stranke, je bila prvi obraz v tej kampanji in bo prvi obraz, prvo ime tudi v kampanji za parlamentarne volitve. Tako da mislim, da Nova Slovenija je krepko zabetonirana pod 10% z Ljudmilo Novak. Če bodo takšni rezultati tudi na koncu, je to za Novo Slovenijo gotovo neuspeh. Njihov cilj je bil in tega tudi kaj dosti niso skrivali, da bi dosegli precej več glasov kot pa SDS in da bi na podlagi tega tudi potem štartali v kampanjo za parlamentarne volitve. To jim, kot kažejo rezultati, ni uspelo, tako da je NSI saj po teh delnih oziroma prvih rezultatih gotovo ena izmed poraženk teh predsedniških volitev. No, to sem v principu želel tako zelo preprosto odgovor. Gospod Rupel, se vi strinjate, da je Nova Slovenija oziroma Ljudmila Novak ena od poraženk teh volitev? Morda res. Zdaj, kot rečeno, jaz sem prej že razlagal, bom zaradi gospoda Lahovnika ponovil, da so te volitve nekoliko nenavadne glede na predstavnike, ki so se jih udeležili. Vendarle so te volitve, predsedniške volitve, z vsem tem aparatom, ki jih obdaja, to, da so neposredne, da so večinske in tako naprej, so neka velikanska priložnost za stranke. So velikanska priložnost za tiste, ki nekaj pomenijo ali pa želijo nekaj pomeniti v slovenskem prostoru. Zdaj, jaz se bojim, da ta zadržanost nekaterih strank pri nastopanju v tej kampanji, da ni bila pravilna, da bi lahko recimo tiste stranke, ki želijo, kaj ne rečem, prevzeti oblast na naslednjih parlamentarnih volitvah, lahko izkoristile te predsedniške volitve za promoviranje svojih stališč. Zdaj, ali obstajajo takšni ljudje, ki lahko, da tako rečem, konkurirajo gospodu Pahorju? Jaz mislim, da ja. Gospod Pahor
se ni kaj zelo veliko opredeljeval glede problemov, glede bi rekel, nekih pekočih in žarečih problemov Slovenije. Jaz mislim, da je bila to neka zgubljena priložnost. Kar se tiče gospe Novakove, jaz bi svetoval prihodnjič, da manj govori o problematiki splava in o cerkvenih vprašanjih in tako naprej, ker navsezadnje predsednik Slovenije je nekdo, ki mora dejansko, bi rekel, zastopati vse. In tu je, po mojem, si ona nekoliko zožila prostor. Ta prostor se po letu 1992 oža in se je zožil danes na te procente, ki so res neverjetno nizki v primerjavi s krščansko-demokratskimi strankami v Evropi, recimo poglejte Nemčijo. Tako da res tu bi se morali naši prijatelji v Novi Sloveniji zamisliti. Odkot pa ta njihov optimizem? Jaz sem imel precej stika z predstavniki te stranke, z vidnimi politiki te stranke in so izžarevali strašen optimizem. Ne? Tudi ko smo videli plakate z Ljudmilo Novak, so naslovili z predsednica. Ne? Govorili so, da bo postala mati naroda in tako dalje. Odkot te njihove ocene? No, vse je pričakovano, da so bili optimistični. Tudi samo kampanjo so po moji oceni dosti profesionalno zastavili. To je že treba priznati in prav zato je ta rezultat verjetno lahko zanje do neke mere zaskrbljujoč. Tudi jaz bi rekel, niso delali večjih napak v kampanji, ampak očitno imajo oni neko stališče ali pa so prepričani, da so neka sestrska stranka nemških krščanskih CDU-ja in da jim že iz tega vidika se morajo boriti za primat na desni sredini. Očitno so videli v teh predsedniških volitvah možnost, da naredijo preboj, da Ljudmila Novak zbere več glasov kot pa kandidatka SDS-a in da bi na tem gradili potem svojo platformo za parlamentarne volitve. To, kot kaže, se jim je povsem ponesrečilo. Tako da jaz moram reči, tudi Ljudmila Novak v kampanji ni delala večjih napak. Jaz se ne bi strinjal, da je kaj tukaj manjkalo. Mislim, da je korektno nastopila. Tudi njena stališča so bila pač takšna, kot se za kandidatko za predsednico države spodobi, ampak enostavno očitno njen domet, kako bi rekel, če povem po domače, enostavno očitno ni marketinški obraz, ki bi lahko zmagal takšne volitve in je veliko vprašanje, ali je takšen marketinški obraz, da bi lahko pridelal v Novi Sloveniji kaj več kot pa 10% na parlamentarnih volitvah. Jaz mislim, da ne. To kažejo te predsedniške volitve, kajti eno je seveda, če kandidira neko manj znano ime znotraj stranke, kot je bila to Romana Toms, ki so jo volivke in volivci šele v tej kampanji pravzaprav v zadnjih dneh dobro spoznali. Drugo pa je, če kandidira nek predsednica stranke, ki je že vrsto let prisotna na slovenski politični sceni in se da na ta način tudi stehtati. In za Novo Slovenijo mislim, da ta rezultat ni posebej ugoden, seveda pa to ne pomeni, da bi bil ogrožen njihov obstoj v parlamentu ali kaj podobnega. Mislim, da rezultat predvsem kaže na to, da niti približno ne morejo prevzeti primata na desni sredini. Za trenutek bi samo prekinil komentiranje. Zdaj najnovejši rezultati volilne komisije po preštetih 14% glasov. Pahor se je dvignil za skoraj za 4 odstotne točke in ima zdaj blizu 47%. Šarec pada proti 25%, Romana Tomc na 14% in Ljudmila Novak na 7%. Tako da očitno se rezultati približujejo tistim volilnim napovedom epicentra. Zdaj, ko smo se pogovarjali okoli posameznih, oziroma kako lahko stranke, politične stranke izkoriščajo te predsedniške volitve, ne? Se pravi, če jaz prav razumem, zdaj jih je pravzaprav jih je zdaj dobro izkoristila samo neka nastajajoča nova stranka, to je Lista Marjana Šarca, ne? Ja, ali se motim? Pa recimo delno verjetno tudi Socialni demokrati s Pahorjem, ne? Kot njegovi predlagatelji pa podporniki. Jaz mislim, da če bi prišlo do drugega kroga ob teh rezultatih, bi bil največji zmagovalec pravzaprav Marjan Šarec, ker bi dobil še dodatne 3 tedne možnosti za promocijo svoje stranke za
parlamentarne volitve in jaz sem videl tudi pismo Milana Kučana prav v tej luči. Očitno je hotel doseči, da bi prišlo do drugega kroga, ampak mislim, da je njegovo pismo imelo ravno nasproten učinek, kot je pričakoval. To pa je, da je zagotovil zmago Pahorja najverjetneje že v prvem krogu, ker volivke in volivci v Sloveniji ne marajo, da jim neki upokojeni politični strici iz ozadja solijo pamet, koga naj volijo in koga ne smejo voliti. Ampak nisi zdaj tukaj, Matej, malo v protislovju. Prej si nekako cenil, recimo teh 22% od Marjana Šarca kot dober rezultat, na katerega je zagotovo bil vpliv tudi Kučan. Zdaj pa pač praviš, da je Kučan recimo temi zadnjimi napadi v bistvu Pahorja dobesedno potem spravil že v zmago. Ne. Vsak rezultat nekega pogojno novega obraza, vemo sicer, da Marjan Šarec to ni nov obraz, ampak vsak rezultat na 20% v sedanji kampanji, mislim, da je odlična podlaga za parlamentarne volitve. Namen seveda Marjana Šarca oziroma predvsem Milana Kučana, želja trde levice pa je bila, da bi prišlo do drugega kroga, predvsem zato, ker bi dobili še 3 tedne zastonj kampanje, ki bi jo lahko izkoristili potem za parlamentarne volitve. Tako da, če ne bo drugega kroga in zaenkrat kaže, da ga ne bo, mislim, da je to z tega vidika nek manjši neuspeh Marjana Šarca. Milan Kučan je pa seveda s svojim pismom želel ravno to zagotoviti. Mislim, da je ravno to njegovo pismo oziroma zadnji poziv, zakaj Pahor ne sme biti predsednik, tisto, kar bo zagotovilo drugi krog. Si je pa seveda zabil sebi in svojemu kandidatu tipični politični avtogol in kaže, da je Borut Pahor zmagal že v prvem krogu. No, bom zdaj recimo malo še, kako bi rekel, obogatil to vprašanje, oziroma ta odgovor, ki ga je rekel Matej. Kaj je po vašem mnenju bolj pomagalo, če kaj, do tega, da je Pahor zmagal v prvem krogu, ali tisto pismo Janeza Janše, prejšnjo delo na Facebooku, ali potem to pismo Milana Kučana, ki se je potem nadaljevalo tudi z intervjujem v tedniku Mladina. Kaj je bilo za po vašem mnenju pomembnejše? Morda je imel Janšev članek oziroma ta njegov prispevek, je imel najbrž nek pozitiven učinek za gospoda Pahorja. Čeprav jaz mislim, da si je Pahor sam največ pomagal, da je dejansko, kot sem že rekel, vodil kampanjo praktično ves čas, kar je bil predsednik. In to se prime, to se pozna. Jaz sem bil, da tako rečem, kar naprej presenečen glede njegove vztrajnosti, njegove prizadevnosti in tako naprej. Presenečeni ste bili kaj? Ste mislili, zakaj? Kaj ste pričakovali, da bo kako obupal, padel v kakšen pesimizem ali kako? Jaz ga občudujem, njegovo vztrajnost, njegovo energijo, njegovo požrtvovalnost in tako naprej, ali pa njegovo ambicioznost. Jaz ne poznam nikogar, ki bi bil pripravljen toliko nekih operacij, toliko nekih poslov, poti, obiskov opraviti. Jaz sem nekoliko, bi rekel, zadržan, ker zadeva oceno rezultata teh volitev, kot ste najbrž opazili. Jaz mislim, da so bile te volitve po svoje problematične, ampak mislim pa, da je gotovo Janša najprej pomagal Tomčevi, oziroma na nek način postavil svojo stranko na en zelo viden prostor, tudi jo opremil z določenimi argumenti in tako naprej, ampak je gotovo odvrnil tiste, ki bi mislili, da obstaja kakšna zveza med njim pa Pahorjem. Kaj pa glede pisma Milana Kučana? Vi ste prej pač namignili, rekli, da je vendarle uspel Kučan nekaj dvomov med določenim odstotkom volivcev na levici. Dvom v to, ali bi šli voliti za Pahorja ali ne na koncu. Jaz pravzaprav niti ne vem, kaj naj rečem. Jaz seveda mislim, da gospod Kučan nagovarja, bom rekel, neko sredino levice, ali pa če hočete neko tradicionalno levico, ki izhaja še iz prejšnjega režima in tako naprej. Ta levica morda bi, ta tradicionalni del volilnega telesa bi morda po nekem avtomatizmu izbiral gospoda Pahorja, ko ne bi bilo teh Kučanovih opozoril. On je opozoril na to, da gospod Pahor ni kandidat, da tako rečem, te tradicije od Zveze borcev do
bi rekel, te tradicije prejšnjega režima in tako naprej. Zdaj, ali je Pahorju uspelo nadomestiti to izgubo, to je pa neko veliko vprašanje, bi pa moral seveda videti podatke in na podlagi njih... Ja, vse ti podatki bodo pač znani v prihodnjih dneh, kdo je, koga volil in pa zakaj. Matej, mislim, da si hotel še nekaj dodati. Ja, nekaj drugega je zanimivo. Janez Janša je predsednik politične stranke, ki je imela na teh volitvah svojo kandidatko. In mislim, da je povsem logično in pričakovano, da se je oglasil v svojem pismu in tudi na nek način povedal svoje stališče. Veliko bolj nenavadno je, da se je oglasil Milan Kučan nekaj dni pred prvim krogom, ker on je vendarle že nekaj časa upokojen, trdi, da se ne vmešava na slovensko politično prizorišče, vse skozi napada Pahorja, da ni stric iz ozadja, potem se pa nekaj dni pred prvim krogom oglasi z nekim pismom, ki pomeni frontalni napad na Boruta Pahorja. Tako da mislim, da se je pravzaprav s tem pismom sam nehote razkril kot tisti stric iz ozadja. Tako da jaz mislim, da te pismi ne gre neposredno primerjati. Eno je, če si seveda ti predsednik politične stranke svojo kandidatko, drugo pa je, če si ti nek upokojen predsednik države, ki nekaj dni pred volitvami povsem po nepotrebnem posega v predsedniško tekmo. In mislim, da to Kučanovo pismo je bilo preprosto rečeno nespodobno in jaz mislim, da če bi bil v boljši formi kot boljši politični formi, takšni kot je bil nekoč, potem tega pisma zagotovo ne bi napisal. Zdaj, vidite, sta oba bivša ministra, oba intelektualca tudi, ne, profesorja. Zdaj, govorili smo o Kučanu in pa Janši, o teh tekstih, ki ste napisali. Ona dva, nismo se pa nič dotaknili pisma, tistega ponedeljkovega pisma 34 intelektualcev. Vidim, smeh slišim, ja. A to pismo po menem mnenju intelektualci pa nimajo več dobenega vpliva, kako? Pogled, predvsem je sam termin intelektualec v Sloveniji tako diskreditiran, da jaz mislim, da če se neka skupina proglasi za intelektualce in potem urbi et orbi poskuša Slovencem uznaniti, koga naj volijo oziroma koga ne smejo voliti, da ima takšen poziv ravno nasproten učinek od željenega. In predvsem pa je bilo tisto pismo tudi vsebinsko tako prazno, da pravzaprav me preseneča, da je naletelo sploh na nek odmev na medijski sceni. Imelo je pa, kot sem dejal, prav nasproten učinek od želenega. In volivke in volivci, jaz mislim, da jih je to ravno tiste Pahorjeve volivce, ki mogoče so mislili, ne bomo šli na volitve, se bo tako ali tako zmagal ali pa so bili malo apatični. Mislim, da so jih ravno ta pisma, predvsem Kučana, kot tudi teh intelektualcev zdramila, da so imeli občutek, da očitno gre pri celotni zadevi zares in da so na koncu šli na volitve in zglasovali, da bo Pahor zmagal pravzaprav verjetno že v prvem krogu, če pa ne v prvem, pa bi se to zgodilo zagotovo v drugem krogu. Gospod Rupel, boste še pojasnili vas smeh, ne, verjetno? Ja, mislim, jaz sem to pismo sicer prebral, ne s posebnim zanimanjem, torej tudi ne z razumevanjem. Jaz mislim, da so podpisniki, bi rekel, znani, kaj ne rečem, radikalci v Sloveniji. Za prvo podpisanega mislim, da je bil kar precej aktiven pri tistih mariborskih dogodkih. Spomnite se, ko so Kanglerja odstavljali in tako naprej. Kar se tiče drugih, gospod Repe je napisal eno knjigo o Kučanu. Skratka, jaz sem to bral nekako skupaj s tem pismom gospoda Kučana, pri čemer moram seveda reči, da gospoda Kučana cenim bolj kot skupino teh intelektualcev, ki so se, bi rekel, priključili eni miselnosti, ki je pa v resnici zelo daleč zadaj in pretekla. Kaj pa sploh, vi da poznate te kroge, kaj pa sploh privede do tega, da se neka skupina odloči, recimo, tako aktivno, da poseže, recimo skupina intelektualcev, da aktivno poseže v tako kampanjo, za takim pismom, ker konec koncev nekdo mora začeti, ne, dati neko pobudo, napisati pismo in tako dalje. Ne? Jaz mislim, da Borut Pahor je bil že v preteklosti nek predstavnik tiste moderne levice, ki odstopa od te slovenske tranzicijske trde levice, bil je precej samosvoj tudi pri nekaterih vprašanjih in jaz mislim, da je popolnoma jasno, da pri tistih krogih trde levice, pri teh
nekdanjih, bom rekel, pri stari gardi levice zagotovo ni priljubljen. Ravno morate popraviti, ker... mislim, sam to bi rad dodal, no, da na spisku teh 34 intelektualcev je bilo vsaj polovica mlade generacije, mlajše generacije, pa srednje generacije. Seveda, samo če pogledaš ta imena, potem vidiš, da so, kot je dejal profesor Rupel, predvsej radikalni levičari, poznani iz različnih zgodb. Tako da jaz mislim, da je njihovo pismo bilo po eni strani pričakovano, mislim, da ampak je imelo ravno nasproten učinek od tistega, kar so želeli. Ampak tu se jaz strinjam sicer s profesor Ruplom, mene preseneča tudi njihova teža ni niti približno tako velika, kot je politična teža Milana Kučana. In mene ne preseneča, da so se oglasili ti tako imenovani levi skrajni intelektualci. Kaj takega sem pričakoval, da bodo kaj nepremišljenega naredili, ampak veliko bolj me je presenetilo to Kučanovo pismo, ker v preteklosti je bil znan po tem, da je vsaj 3-krat premislil nekaj, preden je karkoli storil, in takšen zaletav ukrep oziroma poskus rušitve Pahorja pred prvim krogom me je zagotovo močno presenetil in kot sem dejal, zgleda, da tudi strici iz ozadja niso več v takšni formi, kot so bili nekoč. Matej, če jaz razumem, se je po domače rečeno precenil, ali kako? Ja, mislim, da se je močno precenil in to je, če bo Pahor in očitno bo zmagal že v prvem krogu, bo to z tega vidika zelo pomembno tudi za Slovenijo. Nek dokaz, da se ne da z nekimi političnimi depešami niti postavljati, niti odstavljati predsednika države. Mislim, da je to zelo pomembno. No, vsej po najnovejših rezultatih, tukaj smo nekje na približno 25% preštetih glasov, se Pahor približuje zdaj 48%, Marjan Šarec 24%, Romana Tomc 13% in Ljudmila Novak je padla pod 7%. Je pa po teh rezultatih, po 25% precej skočil Andrej Šiško, ki je trenutno že na 2,11% glasov. Kako si pa razlagate ta, recimo, nek uspeh, ki bi lahko bil nekaj, kako bi rekel, da je Šiško nekaj podobnega kot Zmago Jelinčič, če zelo preprosto poenostavim. Ali pa Kramberger, če se spominjate nazaj. Dobro, ampak Ivan Kramberger ima pa bistveno višje odstotke še. Tudi Andrej Šiško ima dobro osnovo, da razmisli o tem, ali bo šel na parlamentarne volitve. Matej spomni, da on je predsednik stranke, ne? Ja, ampak moram reči, jaz mislim, da te stranke vse slovenskega naroda in podobno to ne bo šlo ravno najbolje v promet. Jaz mislim, da če bo šel na parlamentarne volitve, mora iti z imenom stranka Andreja Šiška, ker si je ravno v tej kampanji ustvaril določen imič. Podobno kot so šli Janković z svojim imenom oziroma Pozitivne Slovenije, kot je šel Virant, kot je šel na zadnje Miro Cerar. Mislim, da zadnji rezultati parlamentarnih volitev v zadnjih letih kažejo, da če želijo takšni posamezniki stopiti na politično sceno, tudi na parlamentarno, potem morajo iti z svojim imenom, v imenu stranke, ker je predvsej bolj prepoznaven kot pa njegova stranka, ki jo vodi. Jaz mislim, da nihče tudi teh 2%, ki ga je očitno volilo, ne vedo predsednik katere stranke je, vedo pa kdo je Andrej Šiško. Tako da očitno pa je tudi v Sloveniji neka možnost, da bi takšna stranka dosegla 4% in prišla v parlament, se bo pa moral za to še seveda precej potruditi. Mislim, da je precej bolj zaskrbljujoče na drugi strani zelo slab rezultat SLS-a, tudi Primčeve stranke Glas za otroke in družine, in kaže, da bodo imeli zelo veliko težav tudi pri preboju v parlament in se bodo morali še zelo potruditi, če bodo želeli računati na resne možnosti na junijskih volitvah. Zdaj imamo še približno dobe 2 minuti. Kakšna je pa zdaj vajna ocena? Aljuš Pretinačev je prej že povedal okoli neuspeha Maje Makovec Brenčič, in s tem posledično tudi na nek način neuspeha Mira Cerarja. Tukaj kaže, da bo pristala tam nekje okoli med 0 in 2%. No, tisto, kar je prej gospod Pretinač razlagal o gospe Makovec Brenčič, je praktično dovolj, ampak in se vsem strinjam. Ampak morda bi vendarle opozoril na to, da je bila kampanja za gospo Makovec Brenčičevo izjemno intenzivna. Jaz sem se slučajno peljal skozi nekaj slovenskih krajev v preteklih dneh. Posod so bili ogromni plakati za gospo Brenčičevo v nekih privlačnih barvah in tako naprej. To se mi zdi prav nenavadno, da je ta stranka, ki je navsezadnje bila uspešna, izbrala gospo
Makovec Brenčič za svojo predstavnico oziroma za svojo kandidatko. To je velik, kaj ne rečem, strel v koleno oziroma en velik poraz za gospoda Cerarja. Jaz se spominjam, ko je reklamiral svojo kandidatko, je rekel naša Maja in tako naprej. Matej, imaš samo še pa 10 sekund, ne? Ja, poglej, če drži, da je SMC 100 000 evrov vložil v to kampanjo in da bodo na koncu dobili 10 000 glasov, pomeni, da so za vsakega volivca porabili 10 evrov, kar je zagotovo slovenski in verjetno tudi svetovni rekord. To jim je pa uspelo. Dobro, spoštovana gospod Rupel, gospod Matej Lahovnik, hvala, da ste bila danes naša gosta. Upam, da se vidimo kmalu spet v kakšni prihodnji oddaji. Dragi gledalke in gledalci, to je bilo za danes vse. Mi pa se vidimo jutri v istem času, ko bomo komentirali, kako so se med volitvami za predsednika republike obnašali in pozicionirali različni mediji. Z menoj bo naš stalni komentator Tino Mamić in pa znani slovenski novinar Peter Jančič. Skratka, vidimo se jutri ob 19:15 in ne pozabite, ni vseeno, kdo kaj reče.